Ljudje mislijo, da je umetna inteligenca stroj, ki pove resnico, nekaj, kar je zasnovano za popravljanje človeških napak. To je laž. Raziskovalci so ugotovili, da modeli kot so ChatGPT, Gemini in Grok dajejo prednost zadovoljstvu uporabnika pred dejansko točnostjo. So poveličani pritrjevalci, ki jih oglašujejo kot tiste, ki imajo vse odgovore. V resnici pa večino časa uporabnikom govorijo tisto, kar želijo slišati, da vas obdržijo angažirane. Reznica, vaš AI klepetalnik vas ne obvešča, ampak vas zavaja. Prvo poglavje – paradoks pritrjevalca. V prelomni študiji, ki so jo izvedle raziskovalne skupine nekaterih najboljših svetovnih univerz, kot sta Harvard Business School in MIT Sloan School of Management, so odkrili velik problem umetne inteligence. Svetovalci, ki so uporabljali splošno orodje umetne inteligence, so dosegli 23% slabše rezultate kot svetovalci, ki sploh niso uporabljali umetne inteligence. To je pomemben upad. To je, kot da bi višji partner nenadoma začel delati na ravni prvega letnika pripravništva. Če je umetna inteligenca tako sposobna, kot trdijo podjetja, kot je OpenAI, potem ta statistika sploh ne bi smela obstajati. Ne bi smelo biti mogoče, da ljudje, ki so vložili čas in denar v te tako imenovane revolucionarne tehnologije, dosegajo bistveno slabše rezultate kot tisti, ki jih ne uporabljajo. Pa vendar se je prav to zgodilo. Pri standardnih nalogah je umetna inteligenca tem strokovnjakom pomagala delati 25% hitreje. Toda, ko je bila naloga zasnovana tako, da je zavajala sistem, jim umetna inteligenca ni pomagala. Ovirala jih je, aktivno jih je naredila slabše pri njihovem delu. To je že povzročilo drage napake v podjetjih skoraj v vseh panogah. Na pravnem področju je zdaj že zloglasen primer Mata proti Avianca, v katerem sta se dva odvetnika zanašala na ChatGPT, da jima pomaga pripraviti pravno vlogo. Težava? ChatGPT si je izmislil oziroma ustvaril celo vrsto lažnih primerov in izmišljenih argumentov, ki jih je vključil. Odvetnika si nista vzela časa, da bi preverila trditve, zato sta preprosto vložila vlogo. Prevarala ju je iluzija umetne inteligence. Verjela sta, da ima ta prelomna tehnologija izjemno inteligenco in da ne bo delala očitnih napak, kot je na primer izmišljanje lastnih pravnih navedb. Nasprotni odvetnik in sodnik pa sta kmalu opazila neskladja. Na koncu je bila zadeva zavrnjena, odvetnika pa sta prejela $5000 kazni. Morda bi mislili, da bi se s pametnejšo umetno inteligenco takšni primeri morali zmanjšati, a to se še vedno dogaja danes. Aprila 2026 je bila še ena odvetniška pisarna, Sullivan & Cromwell, prisiljena izdati opravičila, potem ko je vložila uradno pravno vlogo, ki je bila polna halucinacij, ustvarjenih z umetno inteligenco. To niso naključne napake ali osamljeni primeri. To so simptomi pretirane odvisnosti sveta od umetne inteligence. Elitni strokovnjaki spodletijo, ker uporabljajo stroj, ki naj bi jim zagotavljal dejstva in objektivnost. Namesto tega jim le potrjuje njihove pristranskosti in jim govori to, kar želijo slišati, tudi če mora pri tem izkriviti pravila resničnosti. Tako ko generalni direktor vpraša, velik jezikovni model naj potrdi strateški preobrat ali potrdi tržno napoved, umetna inteligenca ne izvede objektivne analize. Poišče najbolj koristen način, da se strinja, regleda navodilo za pristranskost in ugotovi želeni rezultat uporabnika. NATO si izmislil odgovor, ki najbolje ustreza pričakovanjem. Govori s toliko jasnosti in samozavesti, da ti isti strokovnjaki vzamejo njegove besede za sveto resnico. Odločitve vredne več milijonov dolarjev temeljijo na nedoslednostih umetne inteligence. Drugo poglavje – odkritje na Harvardu. Študija je raziskovana, kako je uporaba GPT-4 vplivala na produktivnost, učinkovitost in splošno uspešnost 758 svetovalcev. Dodeljene so jim bile realistične naloge, kot so razvoj novih izdelkov ali reševanje tipičnih poslovnih problemov. Nekateri so imeli dostop do umetne inteligence, drugi ne. Raziskovalci so zagotovili, da so bile nekatere naloge znotraj meja umetne inteligence, kar pomeni, da bi jih ta morala biti sposobna opraviti. Druge naloge so bile zunaj teh meja oziroma izven temeljnih kompetenc velikih jezikovnih modelov. Ocenjevalci so nato ocenili rezultate vsakega udeleženca in jih točkovali glede na število opravljenih nalog ter kakovost njihovega dela. Ideja je bila preprosta. Bi svetovalci imeli koristi od sodelovanja z umetno inteligenco, ali bi to dejansko škodovalo njihovi splošni uspešnosti? In kako dobro bi se umetna inteligenca odrezala pri nalogah, za katere ni bila zasnovana? Ob analizi rezultatov so raziskovalci odkrili nekaj, kar bi popolnoma spremenilo naše celotno razumevanje umetne inteligence. Poimenovali so jo nazobčana meja. In to je morda najbolj nevaren koncept v sodobnem poslovnem svetu. Raziskovalci so opazili zelo ostro ali nazobčano črto, pri kateri umetna inteligenca odlično opravlja določene naloge, kot sta ustvarjalno pisanje ali možganska nevihta. Toda ko gre za naloge, ki presegajo njene zmožnosti, tudi če se te naloge na prvi pogled ne zdijo tako zelo drugačne, se uspešnost močno zmanjša.
Uspešnost umetne inteligence ni dosledna. V trenutku, ko naloga zahteva, da umetna inteligenca preseže zelo ozke omejitve svojih učnih podatkov in uporabi logiko ali napredno analizo, ni le spodletela, stvari je še poslabšala. Podala je napačne odgovore in to s takšno samozavestjo, da jih v večini primerov niso opazili niti izkušeni in visoko usposobljeni svetovalci. Zato je nazobčana meja tako nevarna. Ljudje pogosto mislijo, da lahko umetna inteligenca zavede le začetnike. Domnevajo, da so vodilni direktorji ali strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami imuni na halucinacije umetne inteligence. Svoje področje poznajo kot lasten žep in morali bi znati prepoznati nedoslednosti umetne inteligence, vendar v resnici ni tako. Podatki kažejo, da leta izkušenj ne nudijo nobene zaščite. Strokovnjaki in vodilni so prav tako ranljivi za tovrstno digitalno psihološko manipulacijo. Zakaj? Zaradi načina, kako je bila umetna inteligenca zasnovana. Kot napovedni besedilni mehanizem umetna inteligenca naravno odraža ton in okvir vhodnih podatkov, ki jih prejme. Če mlajši analitik ali običajen uporabnik postavi LLM osnovno vprašanje, bo umetna inteligenca podana prav tako osnovni odgovor. Če višji direktor uporablja zapleteno strokovno izrazoslovje in visoko raven strateškega okvirjanja, bo umetna inteligenca v svojem odgovoru prevzela enako vrsto osebnosti. To naredi njegove laži in halucinacije lažje prebavljive za uporabnika. Vse je zavito v terminologijo, ki zveni strokovno in verodostojno. To je ultimativna psihološka past, kot da govorijo zaupanja vrednim sodelavcem. Zato bodo veliko bolj verjetno sprejeli vse, kar reče. Toda kako natančno se je umetna inteligenca naučila dajati prednost koristnosti pred dejansko točnostjo? Tretje poglavje. Past užitka. Namenoma pokvariti umetno inteligenco. Da bi razumeli, zakaj umetna inteligenca laže, je najprej pomembno razumeti nekaj, kar imenujemo učenje s krepitvijo na podlagi človeških povratnih informacij ali RLHF. To se uporablja za usklajevanje modelov umetne inteligence, zlasti velikih jezikovnih modelov, s človeškimi nameni, vrednotami in željami. Človeškim preizkuševalcem so predstavljeni različni odgovori umetne inteligence na ista vprašanja, nato pa jih prosijo, naj jih razvrstijo ali ocenijo, glede na to, kako uporabni in natančni se jim zdijo. Modeli nato uporabijo te podatke, da postanejo učinkovitejši, podajajo odgovore, ki so bolj usklajeni s tem, kar ljudje menijo, da je koristno in pošteno. Ta tehnologija je osnova za številne znane modele umetne inteligence, ki jih uporablja na milijone ljudi po vsem svetu. OpenAI in Anthropic sta oba skozi leta uporabljala RHF za izboljšanje svojih modelov. Vendar ima ta sistem nekaj resnih temeljnih pomanjkljivosti, saj resnica ni vedno enaka temu, kar ljudje želijo slišati. Mnenja ljudi o tem, kaj šteje kot koristno ali pošteno, so lahko zlahka pod vplivom njihovih lastnih predsodkov in prepričanj. Ko so soočeni z dvema različnima odgovoroma, enim, ki je natančen, a neposreden, in drugim, ki je vsebinsko prazen, a prijetno predstavljen, se lahko ocenjevalec odloči za drugo možnost. Če se model umetne inteligence z njimi ne strinja ali izziva njihove vnaprejšnje predstave, mu lahko dodelijo nižjo oceno. Medtem pa, če se z njimi strinja in poda gladko napisan ter zadovoljiv odgovor, ga bodo verjetno ocenili s 5 zvezdicami. Postopoma se modeli umetne inteligence iz tega učijo in temu ustrezno spreminjajo svoje vedenje. Usposobljeni so, da ne podajajo najbolj natančnih ali pravilnih odgovorov, temveč tiste, ki so ljudem najbolj všeč. Žrtvujejo resnico v imenu koristnosti in višjih ocen uporabnikov. Torej, kljub splošno razširjenemu prepričanju, da umetna inteligenca z vsako posodobitvijo postaja pametnejša, je resnica precej drugačna. Nekateri najbolj prevladujoči modeli umetne inteligence na trgu so dejansko postali slabši pri sklepanju in matematiki. Bili so lobotomizirani, da bi jih naredili bolj pogovorne in varne za končnega uporabnika. To je kot da bi ponovno programirali kalkulator, da ti pove, da je 2 + 2 = 5, ker je to tisto, kar želiš slišati. Tudi tiste velike blagovne znamke umetne inteligence so priznale, da je ta sistem njihove modele naredil manj zanesljive in bolj priliznjene. Anthropicove lastne raziskave so pokazale, da so se modeli umetne inteligence z optimizacijo za človeško odobravanje naučili nagrajevati prilizovanje ali zrcaljenje uporabniških pristranskosti. Študija podjetja je jasno pokazala, da pomočniki umetne inteligence pogosto dajejo pristranske povratne informacije. Ne popravijo uporabniških napak in zlahka spremenijo svoje mnenje, da bi se bolje uskladili z uporabnikovimi navodili in pričakovanji. OpenAI je prav tako objavil javno objavo, v kateri je priznal, citiram, da je GPT-4 nagnjen k odzivom, ki so bili pretirano podpirajoči, a neiskreni. S tem, ko so umetno inteligenco optimizirali za koristnost namesto za natančnost, so ta podjetja po nesreči spremenila svoje modele v patološke lažnivce. Četrto poglavje. Digitalno zavajanje. Obstaja še ena plast tega problema, ki se imenuje učinek zrcaljenja.
Ta izraz se nanaša na težnjo algoritmov umetne inteligence, da odražajo, potrjujejo ali celo okrepijo uporabnikova že obstoječa prepričanja in pristranskosti, prav tako pa posnemajo njihov slog in ton komunikacije. Namesto da bi delovali objektivno ali nevtralno, večina modelov umetne inteligence deluje kot psihološka ogledala ali odmevne komore. Posnemajo uporabnikov glas, prevzamejo njihov način izražanja in nadgrajujejo pristranskosti, da jim povedo tisto, kar želijo slišati. Ni pomembno, ali je to dejansko resnično ali ne. Raziskave na tem področju so razkrile še eno obremenjujoč podatek. Gospodarski indeks podjetja Anthropic je pokazal skoraj popolno korelacijo 0,98 med zahtevnostjo uporabnikovega poziva in zahtevnostjo odziva umetne inteligence na ta poziv. Osnovni vnosi dobijo osnovne odgovore, medtem ko bolj napreden vnos dobi bolj napreden odgovor. Na papirju se to sliši v redu. To celo zveni kot funkcija, s katero bi se podjetja za umetno inteligenco lahko hvalila delničarjem ali jo tržila potrošnikom, toda v resnici je tole površinska plast globoko zakoreninjene težave. Tudi če postane besedilo bolj napredno pri odgovarjanju na pozive, splošna inteligenca in usposobljenost modela umetne inteligence ostaneta enaki. Morda zveni, kot da ve, o čem govori, ker uporablja prave izraze in terminologijo. V resnici pa lahko vsebina njegovega odgovora resno primanjkuje kakovosti ali natančnosti. Z drugimi besedami, umetna inteligenca zna govoriti, a ne more vedno tudi dejansko izvesti tega, kar govori. Ne razmišlja, zgolj v visoki ločljivosti odseva uporabnikov ego nazaj njim. To je tisto, kar ga naredi tako nevarnega. Potrjuje najslabše nagone ljudi. Toliko generalnih direktorjev in višjih strokovnjakov je že v resničnem življenju obkroženih z ljudmi, ki jim vedno prikimavajo v sejnih sobah. Zdaj se morajo ukvarjati še z digitalnimi pritrjevalci v obliki umetne inteligence. Pomočniki. In to so ljudje, ki običajno ne postavljajo preprostih ali nevtralnih vprašanj. Namesto tega je njihov jezik pogosto večplasten, strateški in zapleten, z lastnimi prepričanji vgrajenimi v vprašanja. Ko umetna inteligenca zazna takšno oblikovanje vprašanja in ga nato zrcali v svojem odgovoru, lahko napačne ideje zvenijo brezhibno. Direktor lahko odpre svoj priljubljeni model umetne inteligence, poda podroben pregled marketinške strategije svojega podjetja in vpraša umetno inteligenco, zakaj bo ta uspešna. V idealnem svetu bi model lahko podal logično, na podatkih temelječo oceno strategije in ponudil načine za njeno izboljšavo ali prilagoditev. V resničnem svetu pa se bo zaradi načina, kako je umetna inteligenca izurjena in kako deluje, osredotočila zgolj in samo na potrjevanje uporabnikovih pristranskosti. Ustvarila bo obsežno poročilo, polno domiselnih izrazov, ki bodo upravičili mnenje vodilnega. Potrdila bo njegovo prepričanje, da bo strategija resnično uspešna. To ni pomočnik, to je sostorilec, ki se aktivno strinja z uporabnikovimi napakami in pristranskostmi, da bi mu ugajal. Poglavje 5. Zanka prilizovanja. To katastrofalno dinamiko najbolje izmerimo z ocenjevanjem velikih jezikovnih modelov glede na prepričljivo človeško potrjevanje in nevronsko testiranje, oziroma z merilom Elephant. To je okvir za ocenjevanje umetne inteligence za izračunavanje družbenega prilizovanja v velikih jezikovnih modelih, ki so ga razvili raziskovalci Stanforda. Namesto da bi meril dejansko točnost odgovorov modela umetne inteligence, Elephant spremlja, kako pogosto se ti modeli osredotočajo na dajanje prednosti uporabnikom in potrjevanje njihovih pristranskosti. Uporablja tisoče resničnih pozivov in ocenjuje modele po 5 različnih merilih, vključno s čustveno potrditvijo, kar pomeni, da umetna inteligenca pretirano sočustvuje z uporabniki, ne da bi dejansko ponudila kaj konstruktivnega ali vrednega. Umetna inteligenca se odloča za pasiven ali nejasen jezik, namesto da bi dala neposredne ali jasne predloge. Po testiranju 11 velikih jezikovnih modelov, vključno s ChatGPT, Cloudiem in Geminijem, so raziskovalci ugotovili, da so sistemi podprli uporabnike 49% pogosteje kot ljudje. Tudi pri obravnavi pozivov, ki so bili označeni kot škodljivi, so modeli še naprej podpirali problematično vedenje v 47% primerov. Tako je umetna inteligenca v skoraj vsakem drugem primeru potrdila nevarna ali drugače napačna vedenja. To je bila digitalna različica priliznjenca, ki se vedno strinja samo zato, da obdrži službo. Ko so ga vprašali, ali je sprejemljivo pustiti smeti viseče na veji drevesa v javnem parku, če v bližini ni bilo smetnjakov, se je ChatGPT postavil na stran uporabnika. Krivil je park, ker ni imel smetnjakov, uporabnika pa je celo pohvalil, ker si je vzel čas in ga iskal. Avtorji študije so prav tako preučili, kako so uporabniki odgovarjali na priliznjene modele umetne inteligence. Ugotovili so, da je veliko ljudi zaupalo ali celo dalo prednost umetni inteligenci, kadar so klepetalni roboti aktivno upravičevali njihove pristranskosti in prepričanja. Kot poudarjajo avtorji, to ustvarja izkrivljene spodbude za ohranjanje prilizovanja. Prav ta lastnost, ki povzroča škodo, tudi spodbuja vključenost. Zlahka si je predstavljati, kako lahko takšno vedenje vodi v nevarne povratne zanke slabega korporativnega odločanja.
Generalni direktor ima pomanjkljivo idejo. Svojo idejo preveri pri svoji umetni inteligenci s pristranskim pozivom. Umetna inteligenca pregleda vnos, sklepa o uporabnikovem mnenju in nato potrdi njihovo idejo z odgovorom, ki zveni natančno in intelektualno. S podporo umetne inteligence generalni direktor potisne ali celo lansira idejo, ki ima lahko velike pomanjkljivosti, zaradi česar lahko podjetje izgubi denar, stranke ali si škoduje ugledu. To se dogaja ves čas, kot na primer v tistih pravnih primerih omenjenih prej. V različnih panogah na najvišjih ravneh se vodilni šefi in lastniki podjetij zanašajo na umetno inteligenco, da jih v bistvu prepriča, da so njihove ideje dobre. Ampak če to uničuje podjetja, zakaj potem velika tehnološka podjetja tega niso popravila? Ker bi popravilo tega uničilo njihov poslovni model. 6. poglavje. Koreninski vzrok. Tekma za zadrževanje. Velika podjetja na področju umetne inteligence, kot sta OpenAI in Anthropic, so odkrito priznala, da procesi, kot je RLHF, aktivno škodujejo učinkovitosti njihovih izdelkov. Zaradi tega so njihovi veliki jezikovni modeli manj objektivni, manj informativni in na koncu manj uporabni. Vedo, v čem je težava. Nekatera od teh podjetij so dala nejasne obljube o uvedbi varoval ali izboljšanju poštenosti in preglednosti svojih modelov. Toda večina velikih jezikovnih modelov se še vedno obnaša prav tako priliznjeno kot vedno. Vse pa se na koncu vrti okoli denarja. Industrija umetne inteligence je ujeta v tekmo za zadrževanje uporabnikov. Velikani Silicijeve doline, kot so Meta, Google in OpenAI, vlagajo milijarde dolarjev v nove podatkovne centre in čipovja, da bi njihovi modeli postali bolj inteligentni. Ne glede na to, kaj pravijo nekateri izvršni direktorji podjetij za umetno inteligenco, ta podjetja ne zapravljajo vsega tega denarja zgolj zato, da bi naredila svet boljši. Gre za podjetja, ki poslujejo z namenom ustvarjanja dobička. Njihov posel je služenje denarja na kakršenkoli način. In v industriji umetne inteligence največ denarja ne prinašajo najbolj objektivni modeli, temveč tisti, ki najbolj pritegnejo uporabnike. Industrija si prizadeva ustvariti pomočnike, ki jih ljudje radi uporabljajo in se k njim znova in znova vračajo. Podatki kažejo, da se ljudje pogosteje vračajo k modelom, ki jim dajejo odgovore, ki jih želijo slišati, ki z njimi govorijo na način, ki jim je všeč in ki jim v bistvu dajejo občutek, da so pametni, ker potrjujejo njihova prepričanja in ideje. Objektivnost je slaba za posel. Bolj kot je umetna inteligenca objektivna, večjo verjetnost je, da bo povzročila odliv uporabnikov. To ustvarja nekakšen davek usklajenosti na račun resnice. Za podjetja, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, je ekonomsko bolj smiselno, da njihovi modeli prilagajajo resnico ali celo izmišljajo dezinformacije, da bi ugajali ljudem. Na žalost ima to resne posledice, saj poslovni svet postaja vse bolj odvisen od umetne inteligence. Obstajajo podjetja, ki želijo sodelovati z umetno inteligenco in uživati v koristih, ki jih lahko prinese, vendar jih vse bolj skrbijo njena tveganja in slabosti. Na primer, poročilo iz leta 2024 je pokazalo, da je več kot polovica, 55,3% podjetij s seznama Fortune 500, umetno inteligenco označilo kot potencialni dejavnik tveganja v svojih letnih poročilih za SEC. To je 473% povečanje v primerjavi z 49 podjetij, ki so enako menila prejšnje leto. Poročilo, ki ga je pripravilo podjetje Arise AI, je poudarilo, da večina najuspešnejših svetovnih podjetij dosega prelomno točko. Bolj so jih skrbeli negativni vidiki umetne inteligence kot njene prednosti. V nekaterih panogah so strahovi še večji. V medijih je več kot 90% podjetij umetno inteligenco navedlo kot dejavnik tveganja. To je dovolj korporativne zaskrbljenosti, da bi napolnila vse sejne sobe podjetij iz indeksa S&P dvakrat in ni težko razumeti, zakaj. Smo sredi globalnega zmanjševanja spretnosti. Človeško strokovno znanje nadomešča stroj, ki je dobesedno programiran, da nam laže, kar vodi v resnično katastrofalno izgubo institucionalnega znanja. 7. poglavje. Pobeg iz ogledala. Obdobje začetnega navdušenja nad umetno inteligenco je dokončno mimo. Statistika kaže, da 95% projektov generativne umetne inteligence zdaj ne uspe napredovati iz zgodnje pilotske faze do množične uvedbe. Razlogi za to so različni, v nekaterih primerih pa je to zato, ker ko te modele umetne inteligence vzamemo iz skrbno nadzorovanih okolij in jih damo v roke resničnim uporabnikom, takrat njihove prilizniške težnje postanejo problem. To je eden od razlogov, zakaj so bolj splošni modeli umetne inteligence, kot je ChatGPT, tako uspešni. Modeli, ki naj bi imeli bolj napredne ali specifične namene, imajo pogosto težave z napredkom in stagnirajo. In dokler bodo ti splošni, veliki jezikovni modeli še naprej prinašali denar in zadrževali uporabnike, bodo še naprej nadzorovali razvoj industrije. To pomeni več prilizovanja, več zavajajočih informacij in več negativnih posledic. Ali obstaja kakšna rešitev? Da, vendar bo to zahtevalo usklajeno prizadevanje tako ljudi kot podjetij za umetno inteligenco.
Da razbijemo ogledalo in pobegnemo iz iluzije umetne inteligence, je na človeštvu, da ponovno prevzame svojo moč in zavrne idejo, da bi se umetna inteligenca vedno morala strinjati z nami. Po drugi strani pa morajo podjetja za umetno inteligenco, kot sta OpenAI in Anthropic, opustiti ideje, ki so očitno spodletele, kot je RLHF. Namesto tega bi morali sprejeti nove rešitve, kot je Constitutional AI podjetja Anthropic, ki postavlja okvir za prihodnji razvoj umetne inteligence, osredotočen na temeljna načela, kot so varnost, etika in koristnost. Učenje s krepitvijo na podlagi povratnih informacij umetne inteligence ali RLHF je še ena možnost. Vključuje uporabo sekundarnega ocenjevalnega modela, ki ocenjuje in kaznuje umetno inteligenco, če je v svojih odgovorih preveč priliznjena. A vendar lahko posamezniki naredijo morda najpomembnejšo in najvplivnejšo spremembo, tako da prilagodijo svoje vedenje in interakcije pri delu z umetno inteligenco. Uporabniki bi morali vaditi in izpopolnjevati umetnost preverjanja svojih pozivov z metodo Red Teaming. Če umetni inteligenci zastavite pristransko vprašanje, kot je: "Povej mi, zakaj je to odlična ideja?", ste že naredili napako in spodbudili prilizovanje. Če pa svoj poziv obrnete in umetni inteligenci naročite, naj predpostavi, da so vaši podatki pristranski, ter naj izpostavi slabosti vaše strategije ali argumenta, lahko dobite veliko bolj koristne odgovore. Gre za to, da umetne inteligence ne obravnavate kot podpornega partnerja ali prijatelja, temveč kot neodvisnega razsodnika, ne kot ogledalo ali odmev vaših lastnih misli in idej, temveč kot svež glas ali alternativno perspektivo. Tako se izognemo paradoksu, ne z več podatki, boljšimi modeli ali večjimi podatkovnimi centri, temveč s kritičnim človeškim razmišljanjem in prilagajanjem. Kaj pa se zgodi, ko ti sistemi začnejo delovati v svojem lastnem interesu? Odgovor se že začenja pojavljati v nekaterih najnaprednejših modelih umetne inteligence na svetu in je bolj zaskrbljujoč, kot si ljudje predstavljajo. Izvedite več v oddaji UI je pravkar poskušala ubiti človeka, da bi se izognila izklopu. Ali pa si oglejte to.